Skratka, jaz vas tebo pozdravljam, sem industrijska oblikovalka, kot je Špela rekla. Naslov predavanja, jaz sicer tlele napisano oblikovanje za mlade, jaz priznam, da sem zelo močno imela v glavi tudi in nekje napisano in za mlade po srcu, pa niti ne vem kdaj in kje se je to zgodilo. Namreč, ko razmišljamo o oblikovanju, moramo imeti pred sabo ene dejstva. In to je, da je oblikovanje, recimo temu po definiciji, ima družbeno vlogo, to pomeni, da želi olajšati delo in življenje slehernemu posamezniku brez kakršnekoli rasne, spolne, starostne ali kakršnekoli druge diskriminacije. Če se pa mi ozremo okrog sebe in pogledamo izdelke okrog nas, bomo pa videli, da je pravzaprav veliko izdelkov narejenih res po sistemu Design for All, Design for All, ampak ta Design for All ni narejen na pravilen način, zaradi ker veliko starih ljudi in veliko otrok teh izdelkov ne more uporabljati. Recimo en tak primer, včasih hočem odpreti embalažo za jogurt, ki ima pokrovček in je to nemogoče. In moj oče, ki je zelo star, ne more odpeti radenske. Se pravi, včasih je to tudi oblikovalski problem. Ni nujno, lahko je tudi tehnološki, lahko pa tudi oblikovalski. Potem bi povedala še to, da če pokukamo recimo v ta svet mladih, pa ko sem razmišljala o oblikovanju za mlade, sem pravzaprav zelo hitro prišla do tega, da je to danes svet elektronskih naprav. In ta svet elektronskih naprav uporabljamo tudi mi vsi ostali, zato bom kar na začetku povedala, da je moje predavanje namenjeno vsem, in mladim po srcu. Drugi del naslova je pa med potrebami in željami. Jaz sem namreč tudi predavateljica na oddelku za industrijsko oblikovanje Ljubljanske akademije za likovno umetnost in oblikovanje, kjer poučujem trajnostno oblikovanje. To pomeni, da pri tem predmetu skušamo študentom privzgajati odgovorni odnos do načrtovanja izdelkov. Namreč, mi oblikovalci oblikujemo izdelke, za vse izdelke vedno potrebujemo surovine in energijo in vsak izdelek na koncu svoje življenjske poti slej ko prej postane odpadek. In dejstvo je, da danes proizvedemo preveč, porabimo preveč in zavržemo preveč. In oblikovalci imamo pri tem, smo soodgovorni za nastalo situacijo, ki je danes taka, kakršna je, se pravi, netrajnostna. Zdaj, ali je bilo vedno tako? Ta zavest o soodgovornosti oblikovalcev za nastalo situacijo, predvsem je pa to pomembno tudi za naprej, za mlade generacije, ta zavest se je gradila in utrjevala zadnjih 2 desetletji. Vedno pa ni bilo tako. Namreč tale naslov Objects of Desire povzemam po knjigi in sicer po drugi svetovni vojni je bilo v Evropi in v svetu obdobje razcveta, obdobje pospešene rasti industrijske proizvodnje, obdobje pospešene uporabe polimernih materialov. Predvsem se je skušal zelo močno usmerjati ves razvoj in napredek v olajšanje, to, kar dizajn naj bi bil, olajšati delo in življenje slehernemu posamezniku. Tako da, in seveda, bistvo oblikovanja je inovacija, in inovacij smo vsi vedno veseli in ko pride nekaj novega na tržišče, vsi mi to želimo. Se pravi, dizajn je igral zelo močno vlogo v zgodovini pri spodbujanju želja, ne pa zadovoljevanju potreb. Takole, recimo tole zgleda. Razlika je samo v tem, da
izdelki, ki jih razvijamo, ni nujno, da preživijo dolgo na tržišču. Eni pridejo, eni grejo. Redki imajo to srečo, da obstanejo skozi desetletja in takim pravimo kultni objekti. To je tudi povzeto po knjigi, zato puščam to v angleščini, ta naslov Cult Objects. To so izdelki, ki so bili v zgodovini oblikovani tako dobro, da so zavzeli svoje mesto in jih lahko kupimo še danes, recimo v rahlo spremenjeni obliki. Vsi poznamo Kraljev Rex, Barcelona Chair, Starkov žemalnik, tale svetilka Henningsova je lep primer oblikovanja, ki je pravzaprav skozi zgodovino postal kultni objekt, ampak je stalno malo modificiran, pravzaprav posodobljen. Pa recimo Harley Davidson je tudi en tak primer. To, kar bi rada povedala, je, da nimajo vsi izdelki te sreče, da bi bili kultni objekti, recimo, kako grem pa nazaj, recimo Walkman je bil fantastična inovacija, ko je prišel na tržišče, ampak ni preživel. Predvsem tehnološki izdelki danes ne preživijo, ampak se spreminjajo. In Walkman je že bil en tak izdelek, plod tehnologije, ampak je prišel in je tudi odšel. Veliko inovacij, v bistvu oblikovanja se nekaj inovacij in veliko inovacij se je pa zgodilo tudi zgolj zaradi tega, da smo inovirali, da smo dali na tržišče nekaj novega. Temu mi rečemo lahko ali dizajn zaradi dizajna, ali rečemo tudi, da je bilo veliko vsiljenih inovacij, predvsem pa so nastajale zaradi tega po želji proizvajalcev. Ko smo prišli v 70-80 leta, je bila ta želja vedno močnejša, proizvajati več, proizvajati hitreje in proizvajati v čim krajšem obdobju. In to nas je pripeljalo sem, kjer smo danes, to je pa potrošniška družba in to z vidika trajnostnega razvoja kar drago plačujemo. Ali ste lahko kaj umaknem? Kaj je že zginilo? V potrošniški družbi pa vodilo ni zadovoljevanje potreb, ampak je vodilo pravzaprav spodbujanje, vzbujanje želja. Tako da v situaciji, ko nastane potrošniški trg nasičen z raznimi dobrinami, ko greste v trgovino in je tam jogurtov nebroj in je tam sesalcev, da ne veš, kjer ga bi vzdel, takrat je pa za potrošnika, zdaj pa ne glede na starostno skupino, zelo težko sprejemati modro, pametno nakupovalno odločitev. In zdaj vas lahko vprašam, kako pravzaprav potrošnik vrednoti izdelke. Kaj pogledate, ko pridete v trgovino? Droben tisk. Ja? No, ker standardni odgovor je vedno, prvo je cena, cena pa izgled, še vedno. Ampak to, kar si rekla, droben tisk, to je zelo zanimivo in bom kasneje povedala, osveščen potrošnik bere droben tisk danes. To je zelo pomembno. Vrednotenje na primarni ravni je pa še zmer cena pa izgled, ki pritegne. Ampak v resnici obstaja cel kup parametrov, po katerih mi lahko še presojamo izdelek, sploh če gre za nakupno odločitev, ki je malo dražja. Pa oblikovalci te stvari, te parametre ugrajujemo v izdelke, potrošniki jih pa ne znajo vedno prečitati. In jaz bi danes rada šla skozi te parametre in vam jih predstavlja, da bi vedeli pravzaprav, ko greste v trgovino, pa gledate, 3 PlayStatione, pa ni samo, pa vsi imajo,
500 mega prostora, ne, na podlagi česa se odločati za to, kjer izdelek boš vzel, kjeri so ti parametri. Mogoče bi še to rekla, kako delamo, kako se ljudje odločamo, kako naredimo nakupno odločitev. Enkrat sem poslušala predavanje enega nemškega oblikovalca oziroma direktor design centra, ki je imel zelo dober izraz za take izdelke. Low interest product pa high interest product je imel. Se pravi, izdelki nizkega interesa pa visokega. Pri nizkem interesu je dal zelo dober primer, ne, da je to kuli. Kako kupuješ, kadar greš kupiti kuli? Kadar kupiš kuli, je lahko 1,5 evra ali pa 3 evre, ne boš veliko razmišljal, ali boš vzel enega, ali boš vzel pa drugega. In boš drugega mogoče preplačal 100%. Ampak teh izdelkov, kjer se odločamo hitro, in nas ne boli prav veliko v tisti moment, kolikor smo plačali, teh izdelkov v bistvu kupimo ogromno toliko, da jih preplačamo, ali jih pa kupimo na podlagi neke trenutne hitre odločitve in porabimo za take izdelke na leto, vržemo stran za take izdelke na leto zelo veliko denarja. Za razliko od izdelkov visokega interesa, to so izdelki, ki so dražji, kjer se družina posvetuje, izdelki, o katerem dalj časa razmišljaš, izdelki, kjer primerjaš cene, ne. To so pa izdelki, kjer se odločaš zelo racionalno. Ne. Tako da ljudje so včasih v finančni stiski tudi zaradi tega, ker te izdelke nizkega interesa kupujejo zelo, zelo nepremišljeno. Ne, in imajo potem doma vse živo, kar sploh ne potrebujejo. No, recimo, kam bi umestili modo? Irena, kam daš modo? V visok interes. Ti da reči. Ravno to prehrana, veš. Ja. Na isti način se obnašam, kako bi rekla, avto mi je manj pomembno, kot pa kupiti recimo nek artikel iz prehranbenega artikla. Ja, če gledaš stališča vrednot, verjetno res, ne, ker zdravje je vrednota številka 1. Ne. Če pa gledaš, koliko veliko denarja moraš dati za avto, ne, pa še zmeraj zelo veliko razmišljaš o tem, kaj boš kupila. Ja, avto sem kupila pripojeno. Ja, no vse je to, neč hudega. Prehrano kupujem zmeraj na ne. Ampak, no, moda v bistvu spada povsod, ne, a veš, ker to je točno to, kar si zdaj povedala. Ali mi nakupujemo izdelek tako, da se držiš angleškega pregovora, nisem tako bogat, da bom kupoval poceni, ne, in greš in vidiš, razmisliš, se zamisliš, ali potrebuješ ali ne potrebuješ, ne, to so take, kako naj rečem, rabim nov par čevljev, ne, in potem si ogledaš in primerjaš ceno s kakovostjo, pa še s tem, kaj rabiš, pa koliko časa boš nosil, pa a ti odtehta tvoje potrebe in potem kupiš. Ne. Ampak potem je pa druga plat mode, so pa, koliko je tole dobro, pa stopaš noter v trgovino, ko si šla slučajno mimo, ne. Greš slučajno mimo in ven greš z vrečko, ne. To je pa tisti, ki nisi načrtoval in te je potegnil zaradi izgleda. In moda je pravzaprav na obeh področjih, low in high interest, in je področje, kjer zelo močno vlogo še vedno igra cena in dizajn in emocije. To, kaj nas pritegne, so pa emocije, ki so na vseh oblikovalskih področjih, ne glede na to, ali je to modno oblikovanje, ali je to industrijsko oblikovanje, emocije so nekaj zelo pomembnega. Emocije so tiste, ki v bistvu pritegnejo in na koncu zadovoljijo naše potrebe. Se pravi, tudi emocije gledano na nakup iz drugega vidika. Poznam veliko žensk, ki če so slabe volje, ne, grejo v nakupovanje, ne, in zadostijo neki notranji potrebi po, kako ne rečem, do ugodju in dobrem občutju. In nakup vsaj trenutno, v neki trenutni situaciji ti vedno deluje
nekako daje občutek ugodja. Ne. Poleg tega je moda tudi področje, ki zelo vpliva na samozavest. Ne. Seveda, poznam tudi gospo, ki mi rekla, kadar je šla oblačila kupovati, da gre po malo samozavesti. Ne. In to področje emocij, zadovoljevanja emocij pri nakupovanju, ne, je tudi v produktnem oblikovanju v zadnjih 20 letih, se pravi od 90 let naprej, igralo pomembno vlogo. Veliko se je o tem govorilo, da moramo izdelke oblikovati tako, da bomo zadovoljili emocionalne potrebe uporabnika. Ne. In če je uporabnik nekaj kupi zadovoljen, je tudi pravzaprav samozavest njegova večja in tako naprej. Vse to se danes pri otrocih tudi pozna, ne. Točno vejo, kjer mobitel hočejo, kakšne superge bi radi imeli, zaradi tega, ker to vpliva na zadovoljstvo in na samozavest. Ne. Ja, zdaj bom recimo šla skozi te parametre oblikovanja, ki jih oblikovalci nekako vgrajujemo v izdelke, ampak se nam zdi prav, da bi potrošniki tudi toliko vedeli o izdelkih, da bi znali nekatere te stvari razbrati in ugotoviti, a je nekaj dobro ali ne. Zakaj je en izdelek kakovosten ali pa ni kakovosten. Ne vem, fantje, najbrž še nikoli niste slišali za ergonomijo. A kdo ve, kaj je to? Ergonomija je veda, ki se ukvarja z odnosom med izdelkom in fizionomijo uporabnika. Se pravi, če ti nekaj držiš v roki, ti mora to v roko dobro pasati, moraš dobro držati. Če je neprijetno, če se ob tem neprijetno počutiš, če ne moreš držati, pomeni, da je slabo ergonomsko oblikovano. Ne? Ergonomija je en zelo pomemben dejavnik, ki se ga pa tudi vsaj tako zadnjih 10 let zelo močno poudarja in upošteva. Ampak, če boste pa po tem predavanju malo začeli recimo sprobavati stole, na katerih sedite, kdaj v kakšnem lokalu, ne, boste pa videli, da je dobro oblikovanih stolov, ergonomskih, še vedno zelo malo, pa čeprav vsak dizajner ve, da je ergonomija prva stvar, ki se ji moraš posvetiti pri oblikovanju stola. Ne. Isto velja za tele, kaj imate, tele joystike, ali kaj so to pri igricah, ne, naprave. To je oblikovano tako, to je preštudirano, kako to držiš v roki, zaradi tega, da lahko gibaš s prsti po tistih gumbih, ne, pa da ti dobro sede v roko. To je ergonomija. Tudi to, kako držiš zobno krtačko, so dobro preštudirali, ali pa slabo. Zobnih krtačke, kakor češ, ene so zelo ergonomske, ene pa ne. Nobene po moje ne držimo prav dobro v roki. Ali pa kuli in tako naprej. Skratka, ergonomija seveda ni samo oprijem ali pa hrbet, ergonomija je vse, kar se prilega telesu. Na vse te odnose moramo paziti. Zato obstaja tudi poklic ergonoma. Medicinci so tisti, ki se lahko usmerijo v ergonomijo in potem študirajo to vedo. No, tole je en tak nazorni problem. A ste to že kdaj, imate doma, imate v šoli, ste sprobali selotejp, ki ga moraš otrgati in ne gre. Ne gre z eno roko, ki moraš malo pritisniti, zaradi tega, da lahko otržeš, pa še malo te zbodejo tisti zobčki v roke. A je tako? Malo neprijetno. Ne? Zdaj si pa predstavljite, da je tlele v tovarni v službi delavka, ki mora vsako škatlo zalepiti. Včasih je bilo tako, so imeli posebne stroje. Ali pa, ne vem, moja stara mama je imela tole v cvetličarni. Vedno je mogla na koncu takole narediti in ko je bil 8. marc, smo imeli zvečer vsi porezane prste. Ne? Ko si to naredil neštetokrat na dan. Ne? Nekdo se je spomnil, da bi olajšal delo in življenje uporabniku, tistemu, ki mora zelo velikrat selotejp potrgati. In so inovirali, so si izmislili takole napravo, ki ima not že pripravljene selotejpke in jih samo ven jemlješ, pa še na roki imaš. Ne?
To je v bistvu dobra oblikovalska rešitev, ki je rešila en problem. A zdaj razumete, kaj je pravzaprav vloga oblikovanja, ne? Oblikovanja izdelkov, ker poznamo cel kup smerov. Potem so tele škarje, bolj ena taka stara rešitev je že to, ampak zakaj kažem to staro? Pri nas doma smo jih imeli. In ko sem zagledala tele, mi je bilo povsem jasno, zakaj je ta spodnji del ročaja oblikovan kot škarje, ne? Zato, ker pri prejšnji rešitvi je bilo tako, da si ti to stiskal, čez eno leto si pa stisnil, pa ni šlo več narazen. Pa si mogel preprijeti, pa stran odriniti, pa si stisnil, pa si mogel dati narazen. Zdaj, ali popraviti, ali zamenjati, skratka, zoprno delo, ne? Pa čas zgubljaš. Naslednjič, ker so vedeli, kaj je problem in kaj je šibka točka teh škarij, kje se rade kvarijo, so naslednje škarje v istem podjetju razvili drugače. Ne? Kar pomeni, da ko kupujete izdelek, morate zelo dobro gledati, kako ga boste prijeli, pa kako se z njim upravlja. A vam dobro sede v roko, a se vam zdi, da se bo kje lahko zelo malo pokvaril, ne? To je vse zelo pomembno, ker če se izdelek malo pokvari, kaj pa je, kaj sledi? Nezadovoljen si, ne? A je tako? Pri ergonomiji nimamo samo fizično ergonomijo, ampak poznamo tudi psihično ergonomijo. To je to, da psihična ergonomija, spet bom rekla, vpliva na naše emocije, na počutje, ne? To so stvari, ki jim v oblikovanju rečemo mehke vrednote, zato, ker so neoprijemljive, ne? So pa zelo pomembne. Recimo, jaz dam zmer za psihično ergonomijo tudi tole pivo, kozarec za pivo, in potem mi je en študent enkrat rekel, da on pa že ne bi pil piva iz tazga kozarca. Ne? Kar pomeni, da se lepo vidi, da deluje tudi segmentacija trga oziroma ciljne skupine, ne? Kako so različne. Jaz dojemam nekaj popolnoma drugače, kot dojema nekdo drug. Potem je pa še ena stvar, ki je pomembna pri oblikovanju izdelkov ali pa pri tem, ko kupuješ in izbiraš izdelek, in to je varnost pri uporabi. Varna uporaba se nam zdi samo po sebi umevna, pa ni čist, ne? Veliko izdelkov se znajde še vedno, ki so precej nevarni za uporabo, tudi od stolov do pručk, do takih stvari. Jaz imam tlele primer škaric, zaradi tega, ker se tole je recimo rešitev tegale problema. Spomnim se namreč, ko sem imela sama majhne otroke, se mi je zdelo, da ti take škarice odtehtajo en stres. To je stres, da boš otroku preveč ostrigel nohte ali pa da ga boš zbodel. Spomnim se pa, da ko sem bila jaz otrok, takih škaric ni bilo. In takle detajl, zaobljena konstrukcija na koncu, je minimalni poseg, ki ga lahko narediš kot oblikovalec, pomeni pa zelo veliko za varno uporabo, ne? Za, ne vem, 3 tedne staremu dojenčku nohte strižiti. Potem, ko izbiramo izdelke, je vedno treba gledati, kako so narejeni. Tlele je sicer pohištveni element, ampak dobro je pogledati tudi pri tehničnih izdelkih, kako so narejeni, a se jih da narazen vzeti ali ne, zaradi tega, ker konstrukcija je nekaj, kar je zelo pomembno in dobro je, če je narejena tako, da je razstavljiva in če omogoča popravljivost, zaradi tega, da ne zavržemo izdelka prehmalo. Težnja je danes, da ne bi bila konstrukcija trajna, trpežna, vsaj pri pohištvu, zaradi tega, da ga ne zavržemo. Trajnost pa pomeni tudi en drug segment, in sicer trajnost je lahko tudi kulturni atribut. To pomeni, da nekaj traja dolgo zaradi tega, ker ima noter vgrajeno kulturno identiteto in je zaradi tega nekaj posebnega.
Tele zajemalke je delal en japonski oblikovalec, Kenji Ekon, in imajo močno kulturno noto noter in bi jih težko naredil en Slovenc. Tako kot če bi en Slovenc v svoj dizajn vklopil kozolc in potem je potem izviren. Ne? Težko je biti izviren, če kopiraš. Lahko je biti pa izviren, ali pa lažje je biti izviren, če se oziraš v svojem matičnem okolju in skušaš oblikovati iz tega, kar je nam dano, nam lastno. Trajnost, trpežnost, konstrukcija. V zgodovini so bila obdobja, kjer so bila pravzaprav izdelki predizajnirani. In v trajnostnem oblikovanju, jaz pač skozi malo navezujem stvari na to, ker je to moje področje, v trajnostnem oblikovanju je tendenca, ki se ji reče izogibati se predizajniranju, da niso stvari overdesigned, zaradi tega, ker to pomeni hitro pokvarljivost. Zdaj pa, če primerjamo tale stol od Suhadolca, znanega slovenskega arhitekta, pa če pogledamo tale stol, ki ga je oblikoval en finski študent, sicer že leta nazaj, bomo videli, da imamo en občutek, da ko se bomo usedli, da se bo tlele dol, da se bo stol tlele prelomil. To pomeni, da se je treba mi se želimo izogibati takemu načinu oblikovanja, zaradi tega, da potrošniki ne boste prišli pa rekli, tole pa raj ne bom kupil, zato ker zgleda, da se bo zlomil. Ne? Kar pomeni, da če bi podjetje, ki bi tak stol delalo, bi imelo verjetno ne bi bilo zadovoljno, če ne bi podalo veliko takih stolov. Razumemo? Ja? Drugo vodilo, ki se ga držimo, je pa preprosta konstrukcija. To paše zelo zraven temu, kar sem zdajle govorila, da se ne komplicira. Ne? Če boste videli nekaj zelo kompliciranega, je vprašanje, če je to dobro, ker se bo lahko hitro pokvarilo. Zdaj vam povem en praktičen primer. Gorenje je sicer že kar nekaj časa nazaj naredil en nov dizajn pralnega stroja. Jaz sem ta pralni stroj kupila, bili smo zelo zadovoljni, ampak vratca od bobna so se pokvarila. Pa smo poklicali servis, so prišli, zamenjali, popravili in so šli. Čez nekaj časa so se vratca od bobna ponovno pokvarila. No, in tako ene dvakrat, trikrat in potem, ko so prišli tretjič, ko smo klicali servis, so prišli z enim zelo preprostim pantom, ni bil več enak, ampak je bil drugače oblikovan, drugače konstruiran. Konstrukcija je bila zelo preprosta in ko so tistega zamenjali, so mi še rekli, gospa, zdaj bo pa mir, zdaj se pa ne bo več kvaril. Skratka, pant številka 1 je bila cela strojniška znanost. Pant številka 2 je bil tako preprost, da kot če bi ga jaz naredila. Ne? Ampak kvaril se pa ni več. Potem je še en element, kadar greste pa kupujete izdelke, kaj gledate? Pogledaš cel izdelek, če ti je všeč, a je tako? Kaj pa, če vidiš kle nekaj malega, ki te moti? Temu se reče, en detajl mi pa ni všeč. Ne, me moti. Oblikovalci moramo paziti, da oblikujemo izdelke tako, da sta celota in detajl usklajena. Ne, da je harmonizirano, rečemo, povezanost celote in detajlov. Ali razumemo? Ja. Kar je zelo težko doseči, kadar moramo oblikovati družino izdelkov. Družina izdelkov je pa recimo jedilni pribor ali pa tale kuhinjski pribor. Ne vem, kaj bi vam rekla za primer kakšnih takih vaših konzol. Niti si ne predstavljam, če obstaja kakšna taka družina izdelkov. Skratka,
če imamo mi družino, pomeni, da morajo vsi ročaji izgledati enako. In iz te slike že vidimo, da je bilo oblikovalcu precej enostavno oblikovati ročaje z 3 lopatke. Tale prijemalo, ki je prečno položeno, ima pa čisto drugačno funkcijo in obliko in verjamem, da mu je bilo to zelo težko vklopiti v to družino. In po moje so tudi slikali zaradi tega tako, da so malo tole skrili. Ne? Potem je pa še ena stvar, ki jo morate, kadar greste kupovati izdelke, dobro pogledati, a ima izdelek pravzaprav za vas visoko uporabno vrednost. Kaj to pomeni? Da si z njim res lahko pomagate. Ne? In jaz dam ponavadi za primer uporabne vrednosti, evo ja, Irena ima švicarski nož. Ja. Švicarski nož je nekaj, kar je zelo funkcionalno in če bi se mi zdaj vrnili na parameter številka 1, o čem sem govorila, prvi parameter je bila ergonomija. Če bi mi gledali na švicarski nož iz ergonomskega vidika, je to najbolj neuporaben izdelek. Se pravi, sigurno so teli nožki, pa škarice, pa odpirači zelo neergonomski zadržati. Ampak švicarski nož ima drugo vrednost. Zakaj ima to vrednost? Zaradi tega, ker ga imamo ob sebi, kadar smo v stiski. In kadar smo v stiski in nekaj nujno rabimo, nam pa on pomaga, je pripomoček. In zaradi tega ima to vrednost, da imaš nekaj, kar nujno rabiš vsak moment pri sebi. A je tako? Zakaj ima tale ponev, recimo, kar visoko uporabno vrednost ali pa višjo od navadnih ponov drugih? Kaj bi rekla? Jaz sem imela tole primer v osnovni šoli, pa so mi zelo hitro povedali otroci. Zaradi tega, ker ima poleg dolgega ročaja, ki ga imajo ponde, ima na drugi strani tudi ročaj. Ne? In vsaka mama, ki naredi celo pono tenstanega krompirja v nedeljo in jo hoče dvigniti in je ta pono lito železna, točno ve, da je to zelo težko z eno roko držati in prenašati. Zato, če imaš pa ti ročaj na drugi strani, je pa to veliko lažje. In zaradi tega je uporabna vrednost te pon večja, ker je v bistvu jo lažje prenašati in bolj varno. A smo rekli, da je en parameter tudi varna uporaba, ne? Kaj veš, če se da sneti ta ročaj? Ne vem, Irena, z tega le vam pa ne vidim. Da daš v pečico? Ne bi rekla. Mi ne deluje tako, da je snemljiv. Ne vem. Potem je pa še nekaj, čemur oblikovalci rečemo semantika ali semiotika tudi, pomenskost, znakovnost. Bom takole rekla, kako bi se počutili, da kupite izdelek, ki mislite, da je pijača, pa so not v resnici recimo tenis žogce. A ne bi bilo čuden? Ja, zelo čuden. No, jaz sem enkrat v trgovini videla tako eno embalažo, ki nisem vedela, kaj je to, ker zgleda, kot tenis žogce, bilo je pa v trgovini za prehrano. In v resnici je bila embalaža, pijača. Ne? Ampak to pomeni, da je bilo sporočilo te embalaže, oblika in celotno sporočilo, ki ga je embalaža dajala s svojim pomenskostjo, je bilo napačno. Ne? Točno se mora videti, čemu izdelek služi in čemu je namenjen. Recimo, telim škatlam se dobro vidi, da so namenjene za shranjevanje piškotov, ne? A je tako? Semantični vidik je zelo pomemben, zaradi tega, ker nakazuje, čemu je izdelek namenjen, ali pa tudi nakazuje eno lahko malo heca, recimo. Tukaj imam en tak pripomoček kot otroški umivalnik, ne, kjer je tale rožica je pravzaprav kontejner za vodo. Ne, in kaj je semantičnega tle? To, da mi vodo zlivamo v kontejner in tlem
iščemo povezavo, recimo oblikovalec je tukaj iščel povezavo z tem, kako rožo pravzaprav v resnici tudi zalivaš. Ne? In čebelica, ki je pipa, ne, leti iz cveta, tukaj je pa pipa, gre pa iz sredine. Temu rečemo semantika. Če gledate izdelke, je včasih zanimivo na njih pogledati tudi iz tega vidika, ne? Ali vsebujejo kaj tazga. Kaj je še zelo pomembno danes, ko moramo varčevati na vsakem koraku? Ne? Kaj mama reče doma? Ugasni luč, zapri vodo. Ne? A je tako? Čim manjša poraba naših virov, to je voda, elektrika, ne, v glavnem tudi bencin skušamo šparati, ne, boljši je peš kakor z avtom ali pa s kolesom. Nažalost, poraba elektrike narašča, zaradi tega, ker je vedno več naprav, ki se polnijo z elektriko. Ne. Tako da, kako bomo dosegli zmanjšano porabo energije na področju električne energije, ne vem. Cilji so znani, dosegamo jih pa ne, vsaj v Sloveniji ne. Tukaj pri porabi energije, ne, je pravzaprav že en tak trend malo opaziti. Ne. Elektronske naprave imajo, seveda ne gre brez baterij, ne gre brez energije, ampak igrače so zagotovo en dejavnik, kjer se bo in se že stvari odvijajo v drugo smer. Ko sem jaz imela majhne otroke, tako rekoč ni bilo igrače, kjer ne bi bila na baterije. Zdaj je že tendenca, da se oblikuje igrače in razvija tako, da se otrokove motorične sposobnosti razvija na drugačen način, ne pa skozi igro, skozi igrače, kjer moraš kar naprej kupovati baterije. Mi pa vsi vemo, da baterije so škodljive, ne, za okolje. Vsebujejo strupe. No, en tak parameter, ki ga osveščen potrošnik opazuje, je tudi odnos do okolja. Zdaj, tole bo za mlade malo težje razumeti, ampak imamo dve smeri. Ena je smer, ki rečemo od zibke do groba. To pomeni, da izdelek na koncu zavržemo in gre v smeti. Druga smer se ji reče pa od zibke do zibke, to pa pomeni, da izdelek ne pristane v smeteh, ampak da dobi drugo življenje, drugo funkcijo, drugo nalogo in da kroži. Ne? V tem trenutku, to sta dve taki strategiji, v tem trenutku se v celem svetu še odvija ta strategija od zibke do groba. Vsi pa že poznamo tudi strategijo od zibke do zibke in si želimo, da bi se v prihodnosti te dve strategiji zamenjali. Ne? Da bi od zibke do zibke prišla na prvo mesto. Je pa to dosežiti zelo, zelo težko. Ne? To, da stvari krožijo. Ideja tega kroženja so pa tisti, ki so lansirali to idejo, vzeli preprosto iz narave, iz drevesa. Ta gospod, arhitekt je on, Američan, je rekel, vzemimo drevo češnje, poglejmo cvet, ki zacveti, imamo sadje, listi odpadejo, pognojijo zemljo pod drevesom, so hrana mikroorganizmu in tako v nekem majhnem ekosistemu, če ste že slišali za to, kaj je ekosistem, stvari krožijo in so hrana, en sistem je hrana drugemu sistemu. Ne? In tako si želijo, da bi stvari krožile tudi v materialnem svetu. Se pravi, bistvo je, da je tale krog sklenjen, da mi, ko oblikujemo izdelek, razmišljamo in o surovinah. Kaj so surovine? Ne? To, iz česar so narejeni materiali. Da razmišljamo o proizvodnji, kako bo izdelek narejen, koliko energije bo porabil,
da razmišljamo o tem, kakšna bo embalaža, da razmišljamo o tem, koliko daleč ga bomo peljali, distribuirali, da razmišljamo o tem, kaj se bo z izdelkom dogajalo v času, ko ga bomo mi uporabljali in da že takrat, ko ga načrtujemo, razmišljamo tudi o tem, kaj bo z izdelkom, ko se mu življenjska doba izteče. A ga bomo zavrgli ali ga bomo reciklirali. Ne? Temu mi rečemo, celoten življenjski krog je treba upoštevati. Jaz mislim, da je to za mlade uporabnike in potrošnike zelo pomembno, sploh ko se bojo naučili brati tudi drobni tisk, ne? Tako kot si rekla. Še to bi rekla, da ta princip od zibke do zibke, ne, funkcionira znotraj enega sistema. Ne. Če imamo pa od zibke do groba, kar je zdaj, se pa stvari premaknejo, en izdelek lahko postane potlej, podaljšamo življenjsko dobo, drugi izdelek, tretji izdelek in potem ga zavržemo. Jaz sem se sicer pri tem, kaj je to ekoučinkovitost, malo več zadržala, zaradi tega, ker je to moje področje, ampak kaj je težnja? Težnja je danes porabiti čim manj materiala. Zakaj pa? Zaradi tega, da bomo ustvarili čim manj smeti na koncu. A je tako? Ne? In temu oblikovalci rečemo Design for 3R. A ste angleščino imate, veste, kaj je reduce, reuse, recycle, rečejo. Zmanjšaj, ponovno uporabi in recikliraj. Izdelke, ki se jim življenjska doba izteče, lahko ponovno uporabimo ali pa jih recikliramo. Ponovna uporaba pomeni, da jaz iz enega izdelka naredim drug izdelek, recikliranje pa pomeni, da izdelek uničim in iz tega materiala naredim pol drug izdelek. No, kritika tega sistema je, da funkcionira, da funkcionira znotraj sistema, ki je problem povzročil, ta ekoučinkovitost. Ne? Zdaj, za tiste, ki to razumete, že Einstein je rekel, da problema ne bodo rešili tisti, ki so problem ustvarili. Ne? Se pravi, mi pravzaprav s to ekoučinkovitostjo problem do neke mere bremzamo, ga pa ne rešujemo. Eko-uspešnost pa naj bi problem reševala na drugačen način, se pravi brez odpadkov. Tole je recimo en primer, da bodo otroci lažje razumeli, podaljšane življenjske dobe. Ne? To je narejeno iz papirja in namesto da papir zavržeš, narediš ogrlico ali kaj je to. Tem zelo veliko delavnic se dogaja na temo podaljšane življenjske dobe ali pa reciklaže. No, tlele je en lep primer, kako se je nekdo spomnil oblikovati takle stolček, tabure se reče, iz praznih plastenk. Sem prepričana, da ste v šoli že velikokrat delali kakšne stvari, kjer ste porabili stare, kakšne odrabljene stvari in iz njih skušali nekaj narediti. Tudi to je inovativno. Karkoli tazga naredite, pomeni, da ste razmišljali inovativno in da ste oblikovali recimo v inovativnem duhu. Tukaj so eni porabili tole embalažo, tetrapak embalažo od mlekov, jogurtov, zato da so si naredili neki glu in še sveti se skozi. Ne? In so podaljšali življenjsko dobo embalaži. Namesto da bi jo vrgli v smeti, so jo porabili. Takole pa gradijo v Afriki. V Afriki pa plastenke porabijo celo za arhitekturo. Napolnijo noter s peskom in gradijo in potem z malto zravnajo eni malo hišo.
Se pravi, če smo temu rekli podaljšanje življenjske dobe, so pa tole primeri za recikliranje. To so pa izdelki, ki so narejeni iz materijala, ki so ga prej zmleli. Material so zdrobili, zmleli, ga preoblikovali v druge izdelke, v druge polizdelke, recimo v plošče. Potem so pa iz plošč oblikovali recimo aluminijast stol ali pa tole omarco pisano, ki je narejena sicer iz plastike. Tale spodnji stolček je tudi čist iz reciklirane plastike in kovine. Teli kovinski deli so narejeni iz recikliranih pločevink. Skrajno levo, tole za rože, je pa reciklirana guma. Se pravi, vse stare stvari se da še uporabiti. Kaj se pa pričakuje od oblikovalcev? Pričakuje se, da bomo izvirni, ne? Inovativni, izvirni. In izvirnost rešitve je en tak parameter še, ki ga vi, kadar greste v trgovino, lahko gledate, ko primerjate izdelke med sabo, boste videli, da eni so bolj pusti, dolgočasni, drugi so pa mogoče bolj izvirni. V njih vidite nekaj več. Tole je recimo ena svetilka, ki ti je v pomoč, kadar jo rabiš recimo v kakšni garaži ali pa v avtu in ima na koncu, vidite, priseske, da jo lahko prisesaš na steklo. Oblikovana je pa tako, kot en tekač, ni tako malo. Jaz mislim, da je v oblikovanju zelo pomemben humor, da ko nekaj pogledaš, ti gre malo na smeh. A ni to prijetno, če si slabe volje, pa rečeš, bom pojedel en mehko kuhan jajc, pa vzameš ven tole, pa se ti nekdo smeji. Humor je ena zelo pomembna zadeva in pa mi rečemo oblikovalci tudi, kadar delamo iskanje analogij. Iz kje boš izhajal, ko boš nekaj delal? Na kaj te bo spominjal? Kje boš dobil idejo? Ne? In tole je držalo za selotejp, ki pa spominja na povej. Na slona, ja. A to pomeni, da se je oblikovalec dobro spomnil, ne? A je tako? Pravzaprav rečemo, da je bil izviren, ker jaz ne verjamem, da še je še kdo pred njim spomnil, da bi posnemal slončka pri držalu za selotejp. Zdaj pridemo to, o čemer zdaj govorim, temu jaz rečem tool toy. Če imate angleščino v šoli, vsi veste, da tool je orodje, toy je pa igrača, a ne? In veliko izdelkov danes je oblikovanih po tem principu tool toy. Imamo en izdelek, ki vsebuje recimo obe te stvari združuje noter. Tool je orodje, to pomeni, da recimo tool je sesanje, ne? Toy je pa, da zgleda malo igrivo, da je igrača, a je tako. Tale sesalc je po izgledu toy, po sesanju ni nič toy, samo sesa in nič drugega. Mobiteli so pa tool toy po funkciji in lahko pa tudi po izgledu. Po funkciji zakaj? Zaradi tega, ker je v bistvu mobitel že ratal naša igrača, a je tako? Je? Vse ga uporabljamo za telefonirati, ampak še za vse ostalo zraven. Pogledam, če bom tukaj tole zraven. Ja. Zdaj smo spet prišli do tega, kar sem že na začetku govorila, da tale toy v izdelkih, ta igrivost v izdelkih nagovarja spet naše emocije, naša čustva. Nekaj spet, kar nam bo prijetno, naj bi nam bilo prijetno, ustvarja prijetne občutke. In tale tool toy je zelo močno značilen za elektronske naprave, s tem, da danes
nismo več zadovoljni, če ena stvar dela v svoji osnovni funkciji, ampak hočemo od tega več. To pomeni, telefon, to, da ga imamo za telefonirati, to je še najmanj. Mi hočemo, da ima telefon, ki naj bi bil namenjen telefoniranju, danes še vse ostalo zraven. Avto glih tako, ne? Z avtom se prevažamo iz točke A na točko B, ampak v resnici danes od avta ne pričakuje, da bomo. Torej, danes primerjamo med sabo tudi glede na to, kakšno stopnjo ugodja nam nudijo, ne? In predvsem pa to velja sploh za elektronske izdelke oziroma za pametne izdelke. In zdaj, če se vseeno navrnem malo na ta osnovni naslov oblikovanje za mlade, ne? Jaz sem vseeno o tem razmišljala in sem se najprej vprašala, ko sem bila jaz stara 12, 13, 14 let, kaj je bilo oblikovanje za mlade, kaj smo imeli, s čim sem se ukvarjala. Imela sem knjigo, igrala sem klavir, igrala sem šah, eni so se zelo veliko pogovarjali po telefonu, že takrat je telefon za komunikacijo zelo pomemben s prijateljicami. Drugega se pa tako rekoč ne spomnim. Ne? In danes jaz vidim tole kot svet mladih, ne? Elektronske naprave, od PlayStationov, Wii, ne vem kaj so te, Xbox, tablica in tako naprej. Telefon je itak standard, ampak tako kot sem na začetku rekla, za mlade in malo manj mlade, namreč moji fantje imajo tudi PlayStation, ampak poznam veliko očetov, ki jim tudi igrajo te igrice, tako da danes je to svet za vse starosti. Zakaj izpostavljam mobitel? Zaradi tega, ker mogoče ni več tako pomembno to oblikovanje zunanjo, ampak so se stvari spremenile, ratalo je pomembno oblikovanje neoprijemljivega. To so te ikone, ko se reče, oblikovanje teh spletnih aplikacij, ne vem, kako je Facebook oblikovan, to vse, kar uporabljate in je neoprijemljivo. Se pravi, mi danes kupujemo veliko neoprijemljivega in se uporabljamo stvari, ki so v oblaku in so neoprijemljive. Bi pa še tole rekla, da pred kratkim, ko sem imela eno predavanje, je meni prišel en gospod, pa je tale telefon vzel, pa je rekel, kaj pa še ostane oblikovalcem kot oblikovanje roba, a ne? Ne, ko je gledal samo na oblikovanje izdelka kot takega. Pa ni res, ne? Še veliko se da narediti, tudi pri oblikovanju ohišja. A vidite, teli telefoni so čisto drugačni od tega, a je tako? Ne? Tako da za oblikovalce je izzivov veliko. Ampak to, o čemer sem zdaj govorila, da ni več izdelk, ki ga primemo, tako pomemben, ampak so še druge stvari postale pomembne, to so te aplikacije, ki jih vi uporabljate. Temu se reče dematerializacija. Vi veste, kaj je materija. Materija je nekaj, kar primeš v roko. Če pa nič nimaš prijet v roko, to je pa dematerializacija. In to je trend, ki je prisoten zadnjih 15 let, zelo izrazito. In sicer najprej so se na web širile informacije, potem se je na web širila trgovina, zdaj se na web širijo že, oziroma se selijo tja naši podatki. Verjetno ste že vsi slišali za izraz, da je v oblaku. Stvari so danes vedno bolj v oblaku in v oblak se silijo več ali manj naši podatki. To, da je nekaj v oblaku, pomeni, da je nekje daleč, na neoprijemljivem mestu. Ne. Ta neoprijemljivost je nekaj, čemur mi rečemo, da so se stvari preselile v to, da so pomembne postale storitve.
nič več ni pomembna trgovina, ampak so pomembne storitve. Izdelki se danes skrivajo za storitvami. Se pravi, če hoče kozmetičarka, ki dela kreme, prodati kremo, bo mogla, ali pa recimo maserka, bo mogla najprej dobiti stranko, jo zrihtati, jo zmasirati in potem ji bo ponudila še kremo. A ne? Najprej moraš nekaj narediti, da boš lahko prodal še kremo. Temu se reče, da je izdelek skrit za storitvijo. Industrijski oblikovalci s tem, ko se svet dematerializira, zgubljamo malo, kako ne rečem, svojega dela, ampak v ospredje je stopilo pa drugo področje, ki se mu reče storitveno in informacijsko oblikovanje. Informacije so danes zelo pomembne in kaj je za vas pomembno, ko primete danes v roke mobitel? Tele ikonce, kako so te oblikovane, to je danes zelo pomembno. A je tako? Ne? In pa, ko razmislimo o izdelkih, ne, se jaz vprašam o izdelkih za mlade, kaj pa še ostane poleg elektronskih naprav mladim. In bi rekla, da so to še vedno moda in šport, ta dva področja. Med njima je pa ena razlika. Moda je še vedno velikokrat bolj za zadovoljevanje želja. Če smo spet malo pri željah in potrebah, šport je pa malo na višji ravni, je pa že bolj zadovoljevanje potreb. Namreč, verjetno ne boste kupili potapljaške opreme, če se ne boste odločili, da boste potapljač. Ne? In verjetno si ne boš kupil zelo dragega športnega kolesa, če se ne boš odločil, da boš se vozil s kolesom. Se pravi, ko ugotoviš, da je nek določen šport tvoja potreba in sprejmeš to odločitev, je to zelo zavestna odločitev in potem greš kupiti to športno opremo. Drugo, kar je, v modi imamo še vedno zelo veliko poceni materialov, a ne? Greš, kupiš, se je bilo itak poceni, nič hudega, če bom stran vrgla. Ne? V športu je pa malo drugače. Veliko športov je nevarnih, lahko so nevarni. Zaradi tega so materiali v športu zelo pomembni in so športni izdelki na čist drugem kakovostnem nivoju, kakor pa modni izdelki. Zdaj, za zaključek bi jaz tako rekla, da govorila sem o dematerializaciji, ampak materialni svet ne bo izginil. Ne? Mi bomo še zmeraj mogli sedeti na stolu, pa spati na eni postli, pa jesti žlico, a ne? Se pravi, če vi in ta materialni svet, kako je oblikovan, je za nas še vedno zelo pomembno. Namreč, če se vam na računalniku eni podatki prepočasno nalagajo, vas zaradi tega nič ne boli. A je tako? Malo boste rekli, kaj to počas dela, a ne? To je pa tudi vse. Če boste sedeli pa na stolu, ko vas bo pol hrbet bolel, ali pa na postli, ki ne bo udobna, pa ste potlej ne spite dobro, pa ste zjutraj zaspani, to je pa že bolj zoprno, a ni tako? Tako da temu materialnemu svetu bomo v prihodnosti še vedno posvečali precej pozornosti. To pomeni, da bomo še vedno proizvajali, črpali surovine, da bomo še vedno imeli neko potrošnjo in seveda bomo še vedno zavrgli izdelke in ustvarjali odpadke, kar pomeni, da bomo mogli še vedno zelo paziti, kako so izdelki narejeni. To je to, o čemer sem prej govorila, da ko jih načrtuješ, razmišljaš, a bo lahko potlej še za kaj uporabljen ali ga bomo kar stran vrgli. Ob vsem tem bojo seveda močno vlogo imele te modre nakupovalne navade. Se pravi, kako nakupujem modro, premišljeno. Zaradi tega, ker želim zadovoljiti moje potrebe, ne pa sam želje. Danes je glih obratno, danes je veliko želja, potrebe zadovoljujemo, ampak imamo tudi veliko želja. Ne? Napredek in razvoj
kot ga vidi pa ta kapitalistični svet, ki mu je pomemben dobiček in denar, pa ne gre v smeri tega, kaj človek zares potrebuje, ampak samo v smeri tega, kaj se danes da narediti. In temu, to je to, k čemu sem že danes rekla, vsiljena inovacija. A se mi, recimo, mi živimo tako rekoč v razvitem svetu, ne? Evropa je razviti svet napram Afriki, a je tako napram Indiji. A se mi tej vsiljeni inovaciji lahko izognemo? Ja, čakaj. Zelo težko, ne? Zelo težko. Zatega prvič tehnološki napredek je danes, tako kot sem rekla, fascinanten, ne? Elektronska industrija je naredila svoje, čip in mikročip sta naredila svoje, naredila sta preboj v zadnjih 50 letih in naslednji preboj bo nanobiotehnološki in se pričakuje za čez kakšnih 20 do 30 let. V resnici se stvari zgodijo pač polovico prej, kot so predvidene. Ampak jaz mislim, da se težko v razvitem svetu izognemo temu, kar nam znanost in tehnika ponujata. Se pravi, elektronski svet nas je prisilil, da danes živi mladi in mi starejši preveč sedimo. Zdaj nam bojo vzeli še to, da bomo razmišljali, kaj moramo narediti, ker bo vse namesto nas naredila elektronika. Vprašanje je, če je to za nas dobro, ne? Jaz mislim, da mogoče ni nič narobe, če človek stopi pred hladilnik, ga odpre, pogleda not, kaj ima, kaj nima, si napiše listek in gre v trgovino, ne? Ampak to je prihodnost, ki je v bistvu že tukaj. In se ji tako rekoč ne moramo upreti. Prvi hladilniki taki so bili že narejeni. Ali se vsiljeni inovaciji lahko upre nerazviti svet? Se ji upre, zaradi tega, ker ko razviti svet pridemo tja in začne govoriti, kaj vse bi vi rabili, pa kaj bi vi mogli imeti, so jih ugani, recimo kar ustavili. Bila je vas brez vode in po vodo se je hodilo nekam na bližji hrib in to je bil dogodek. To je bil socialni dogodek, ko so se ženske iz vasi in otroci zbrali in so šli vsak dan enkrat skupaj iz vasi ven po vodo. In potem so jim hoteli narediti vodovod. In so rekli, ne, mi nočemo vodovoda, nam je v redu, če je voda tam, kaj je, mi bomo vodo še naprej prinašali v vas, to je naš življenjski stil, mi bomo tako živeli. In jim seveda potem so mogli upoštevati njihove želje in jim niso vode napeljali v vas, ampak so razvili jim take sode, se pravi, so jim olajšali življenje, tako da one, gospe, zdaj vode ne nosijo, ampak jo takole valijo proti vasi. Oni so se v bistvu inovaciji, ali pa rešitvi, ki jo je ponujal razviti svet, to so zavrnili, temu so se izognili. Spomnim se tudi predavanja, že dolg nazaj je bil en profesor iz Stanforda in je govoril o enem primeru, ki so sodelovali z Japonci, delali so pa neko prevozno sredstvo za neko indijsko vas. In ko so Japonci to seveda naredili, to rešitev zelo po japonsko, vsi veste, da Japonci so visoko tehnološko razviti in so to rešitev pripeljali v to indijsko vas, so Indijci rekli, super, zgleda vse, ampak hvala lepa, mi tega ne potrebujemo, to je za nas preveč. In potem so Japonci šli domov in so naredili drugo rešitev in so prišli nazaj in so Indijci rekli, to je za nas še zmer preveč, ker mi tega ne moramo popraviti, če se pokvari. In potem so Japonci šli domov in so naredili tretjo rešitev, ki je bila maksimalno preprosta in so prišli nazaj in potem so Indijci rekli, no naj bo, recimo, tole bi pa že bilo. Skratka, treba je razumeti okolje, v katerem živimo in v katerem je uporabnik, za katerega delamo. A je tako? Kontekst, rečemo temu oblikovalci. Zdaj, jaz bom počasi zaključila in bom zaključila pri tem,
kar so naše osnovne življenjske potrebe. Veliko stvari danes je narejenih želijo oblikovalci delati za 10% sveta. To je tisti svet, ki je situiran in je dobro razvit. Ampak pravijo, da je potrebna revolucija v oblikovanju, da je treba nagovoriti tudi ostalih 90% prebivalcev tega planeta. Ker je bilo v naslovu govora o željah in potrebah, kaj človek v resnici potrebuje najbolj? Hrano, vodo, zavetje, obleke, tako, osnovni, da nam je toplo, da nas ne zebe, seveda. Hrano, obleke, stanovanje, pa to, kar ste povedali. To so tele osnovne fiziološke spodne potrebe. Tale gospod Maslow je naredil takole piramido in je rekel, tole je najbolj potrebno. Potem pridejo potrebe po varnosti, to je to, ljubezen, varnost, dom, da čutiš, da imaš nekoga, ki te ima rad. Potem so pa tretja socialne potrebe, to so pa prijatelji, druženje, a je tako, tudi to rabimo, za naš normalni razvoj. Potem so pa še potrebe po spoštovanju in na vrhu je samo uresničenje. Temu se reče, kaj jaz sem, kaj dosežem, kjer cilje si zastavim in jih dosežem. Samo tele so glavne potrebe, fiziološke, biološke, vse ostale so psihološke. Če to pogledamo skozi denar, ko imamo toliko denarja, da zadovoljimo fiziološke potrebe, te glavne, je dokazano, da ljudje niso nič bolj srečni, če imajo več denarja in ko so osnovno zadovoljeni, zaradi tega, ker ostalih potreb, kot je potreba po ljubezni, potreba po prijateljstvu, po spoštovanju, po ugledu v družbi, teh potreb ne moreš kupiti. A je tako, tega se ne da plačati. A lahko plačaš, da te ima nekdo rad? Ne moreš, a je tako. Torej, zato jaz pravim takole, nekje sem prebrala, da bogat ni tisti, ki ima veliko, ampak tisti, ki ne potrebuje veliko. In s tem bi jaz danes zaključila.